če se ne zgodi kaj zelo izjemnega. Zanesljivo zadnji seji Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb v dosedanji sestavi smo obravnavali vrsto zadev z področja varnosti in pa pač uporabe posebnih metod in sredstev tajnih služb, ki zadevajo aktualen trenutek. Največji del razprave, tam približno ura in pol, je bila seveda posvečena ilegalnim migracijam. Izkazalo se je naslednje, da se je tok migrantov v Grčijo bistveno povečal v zadnjem obdobju, tako da po podatkih vojaške obveščevalne službe zdaj že v letošnjem letu presega 20.000 novih ilegalnih migrantov, ki so prišli na ozemlje Grčije. Verjetno pa veste, da je Grčiji zdaj Vrhovno sodišče presodilo, da lahko iz otokov pridejo na celino, ker jim seveda nadaljnjo pot še bistveno olajša. To pomeni, da je skupna vsota vseh, ki pač želijo tako ali drugače priti na ozemlje Evropske unije, Schengena, se pravi potencialno želijo proti Sloveniji, nekje 65.000 v tem trenutku, s tem, da malenkost to število zmanjša število tistih, ki pač že opravljajo prve postopke znotraj Grčije, tako da je število tistih, ki želijo proti severu, nekje okoli 50 do 60.000. To je pač številka, ki je pač skupna ocena vseh. Nekatere številke, ki krožijo, so tudi precej večje, vendar je to številka, ki je uradna. No, tisto, kar bi Slovenijo moralo še posebej skrbeti, je stanje v Bosni in Hercegovini. Tam v tem trenutku nekje 4 do 5 tisoč ilegalnih migrantov, praktično vsi do zadnjega imajo za cilj takojšen odhod proti Sloveniji, pri čemer pa po podatkih služb so žal tam prisotne 3 značilnosti teh skupin, in sicer epidemije nalezljivih bolezni, potem nasilništvo in pa droge oziroma organiziran kriminal. To je seveda izjemen varnosten problem, zaradi katerega te novo odprte poti, ta preko srednje Bosne, pa tudi ob jadranski obali, kjer se še dodatno odpira še ena pot, pomenijo zelo velik varnostni izziv in seveda hude težave za vse varnostne službe v Sloveniji. Te delajo po najboljših močeh, vendar je treba vedeti, da na Balkanu sodelovanje ne teče povsem tako, kot bi si želeli, ne. V tem trenutku je eden od problemov, ki so se odprli, delovanje srbske vlade, ki je sklenila pač brezvizumski sporazum z Iranom in je po uradnih podatkih zdaj že več kot 3.000 iranskih turistov, ki so prišli v Srbijo, o tem pa veste, da imajo potem lažjo pot naprej, ki so v Srbiji tudi ostali, se pravi, se niso vrnili nazaj v Iran. Tisto, kar je pa še bistveno večja dimenzija tega problema, tudi če pustimo ob stran delovanje iranskih tajnih služb in vse, kar je to povezano s Slovenijo, pa je, da je v Srbiji v tem trenutku še dogovarjanje v teku strani srbske vlade še za 15 držav, in sicer predvsem afriških, pa nekaterih drugih s področja radikalnega islama, in da je med temi državami celo Pakistan. Če bi pa prišlo do sklenitve pač brezvizumskega sporazuma s Pakistanom, potem pa bi verjetno dotok postal že precej neobvladljiv. Če preidemo zdaj na Slovenijo, še to mogoče, v Srbiji je še nekaj drugih teh recimo odprtih poti. Ena od njih je tudi preko Rusije, ne. Sirijci lahko potujejo prosto v Rusijo, imajo brezvizumski sporazum, iz Rusije pa lahko brezvizumsko pridejo v Srbijo, ne. To se pravi, tudi tam je še ena dodatna pot, vse to Evropska unija, tudi Slovenija, Srbijo opozarja, ampak zaenkrat tam kakšnih velikih sprememb ni bilo. No, pa če gremo zdaj na Slovenijo in pa tisto, kar verjetno vse nas najbolj pač
skrbi, je vprašanje dogajanja od novega leta naprej, ko se je migrantski tok bistveno povečal. Po uradnih podatkih je do današnjega dne bilo prestreženih 2668 ilegalnih migrantov in pa od tega jih je bilo potem 649 vrnenih nazaj, predvsem na območje Hrvaške. To je povečanje za 430% od enakega obdobja v lanskem letu in temu je treba dodati še 199 tistih, ki so prišli iz Italije. To se pravi tisto, kar smo v minulih mesecih tolikrat opozarjali, da se bo začelo dogajati, se v resnici od novega leta že dogaja. 199 jih je prišlo tudi še v Slovenijo iz Italije, pri čemer je bilo samo 14 vrnenih nazaj. Jaz sem vprašal, zakaj. Odgovor je preprost, ker so to tisti, ki so nezabeleženo prišli že enkrat iz Slovenije v Italijo in ko so se vrnili, seveda zdaj, ker so že itak prvotno šli preko Slovenije, Italija noče več sprejeti nazaj. Vse to pomeni, da se seveda alarmantno kopiči število migrantov v Sloveniji in sicer, če gremo na konkretne številke, od novega leta je bilo 1163 prosilcev za azil, od tega mimogrede samo 88 žensk in nič otrok, toliko tistem, kdo prihaja v Slovenijo. No, ampak glede na številke, ki sem jih prej naštel, ste verjetno opazili, da manjka več kot 1000 ljudi. In na vprašanje, kje so, je bil odgovor, da se zdaj dogaja, da ko rečejo, da bodo zaprosili za azil, pa preden se začne postopek, potem po domače rečeno izginejo. Zdaj, kaj se dogaja? En del tega verjetno prevzamejo kriminalne združbe, drug del pa očitno razporejajo nekatere, recimo temu Antifa nevladne organizacije nekje po Sloveniji. Vsekakor se nahaja nekje nezabeleženih nekih 1000 ljudi. V Evropi mimogrede je takih tam nekje blizu 500 000, največ v Italiji, in to predstavlja izredno varnostno tveganje. To je veliko večje varnostno tveganje kot tisti, ki so v nekih uradnih postopkih. To se moramo vsi zavedati. Namreč taki ljudje so potem izredno dobra baza za novačenje, za kriminal, za terorizem, za vse najslabše, kar si izmislite. To se pravi, kdorkoli pri tem početju sodeluje nelegalno, to je seveda samo po sebi kriminal, in deluje tudi skrajno neodgovorno proti varnostnim interesom Republike Slovenije. Zdaj, pri varnostni situaciji je še nekaj okoliščin, ki jo še dodatno poslabšujejo. Ena od njih je jasno konec islamske države oziroma teroristične organizacije, ki je obvladovala toliko let Bližnji vzhod. Zdaj se ti ljudje vračajo. Ne samo to, še celo nekateri od tistih, ki so bili neposredno zaloteni pri članstvu ali pa pri aktivnostih v terorističnih organizacijah, so zdaj že izpuščeni iz zapora. Recimo samo v Nemčiji je v tem trenutku 50 ali več takih ljudi. In to se bo vse kopičilo. Evropa se tukaj očitno še vedno obnaša zelo naivno in to predstavlja izjemno veliko varnostno grožnjo. Dodaten problem za Slovenijo je seveda razvoj v okolici. Zdaj je vsaj v enem delu naivnosti konec, to se je pokazalo v zadnjih dneh v Avstriji. Tam napovedujejo razpustitev določenih organizacij in tudi zaprtje nekaterih mošej, zaradi česar je prišlo do silovite reakcije Erdogana, ki je govoril celo, uporabljal je 300 let staro, 300 let star besednjak o borbi s križarji, kar je zelo zanimivo, ker veliko pove o gospodu Erdoganu, pa tudi o stanju v Turčiji danes. No, zakaj v resnici gre? Evropa je izrazito pod vplivom nekaterih tajnih služb, tudi na Balkanu, zlasti v Bosni se te med seboj
dajejo za čim večji politični vpliv in preko teh tajnih služb nekateri posamezniki lahko vplivajo na islamske skupnosti znotraj Evropske unije in pa tudi na s tem varnostno situacijo v posameznih državah. To je nekaj, kar seveda bi moralo odpirati oči, nisem pa povsem prepričan, če se vsi tega v celoti zavedajo. Zdaj, kaj nas čaka v prihodnje, je predvsem odvisno od situacije v Turčiji. Tam poka sporazum Erdogan-Evropska unija po celi črti. Razlogov za to je več. Eden od njih je drugačno, bistveno bolj odločno ravnanje Evropske unije, zlasti nekaterih držav, na primer sosednje Avstrije, ki so končno nehala obnašati skrajno naivno, pa da ne rečem samomorilsko. Po drugi strani pa tudi nekatere zamere, ki so se nakopičile v minulem obdobju, recimo do Grčije, ker ni vrnila nekaterih prebežnikov, ki jih je Erdogan zahteval nazaj. In pa seveda sama situacija znotraj Turčije, ki je verjetno od vseh teh dejavnikov še najbolj pomembna, ne glede na izraze v besedah. Tam se pripravljajo predčasne volitve in problematika odnosa do Evropske unije, ne take, kot si jo že Evropska unija predstavlja, se pravi sodelovanja, ampak tistega, kar je gospod Erdogan nekoč uporabil v izrazu podrejanje in pa predvsem z vidika pač uporabe migrantov, če želite, tudi kot sredstva za doseganje političnih ciljev, da ne rečem direktno izsiljevanje. Vse to odpira povsem drugačne možnosti in zaradi tega je dejstvo, da te stvari že pokajo. To sem povedal, da je 20 000 novih prebežnikov zdaj, se pravi ilegalnih migrantov, že od novega leta v Grčiji. No, ampak ta poplava je lahko še neprimerljivo večja v naslednjih nekaj mesecih, če se bo pač očitno v Turčiji ocenilo, da jim to paše. So tudi razlogi proti, recimo turški gospodarski interesi in tako naprej, ampak dejstvo je, da so to razlogi, zaradi katerih tako Avstrija vztraja na zaščiti meje in tudi pripravlja dodatne aktivnosti. To je predvsem zaradi tega potencialnega navala, ki ga oni ocenjujejo kot izrazito resno nevarnost, ne samo aktualno dogajanje, ampak še tisto vse, kar prihaja. In po drugi strani seveda je tudi tukaj problem, kaj bo z Italijo. Zdaj je tam desna vlada, napovedanih je izgon 500 000 skoraj ilegalnih migrantov, tisti, ki oni rečejo duhovi, ki so jih neodgovorni nevladniki mimo točk države spravili znotraj v Republiko Italijo, ki niso zabeležen, ki so pač vir za terorizem, za kriminal, za vse, kar si najslabšega lahko zmislite. In ko se bo to začelo, bo verjetno ta tok, ki se je pa žal zdaj že pojavil, pazite, 199 od novega leta iz Italije v Slovenijo, to je tok, ki je primerljiv s dotokom vseh ilegalnih migrantov v lanskem letu v enakem obdobju v Republiko Slovenijo, z vseh strani. Da si bomo predstavljali, kako se ti tokovi zdaj krepijo. In v naslednjih tednih in mesecih se zagotovo bodo še bistveno bolj, če povem direktno uradno oceno varnostnih in tajnih služb. Vsi so povedali naravnost, bojijo se jeseni. Jesen se bodo stvari drastično zaostrile in takrat je od nas samih odvisno, kako dobro in uspešno se bomo uspeli zaščititi in pa seveda, koliko dobro se bomo uspeli povezati z našimi sosedi, kajti varnost je ena in nedeljiva. Če je kakršnokoli vprašanje, z veseljem odgovorim.